S kitkom v svet pravljic. V družbi Valov Radia Sora preživljate današnje pozno torkovo popoldne in kot ponavadi je čas za pravljico. Danes nam bo knjižničarka Neža Hribernik prebrala švedsko pravljico Juha iz žeblja, ki je zapisana v zbirki pravljic Čudežni mlinček. Skozi gozd je hodil potepuh. Že dolgo je hodil, hiše pa nikjer nobene. V tistih krajih je bilo bolj malo hiš in vse je kazalo, da bo spal kar na prostem. Nenadoma pa je pred seboj zagledal luč. Med drevesi je stala hišica in iz dimnika se je prav prijazno kadilo. Potepuh je potrkal na vrata in odprla je stara ženica. Dober večer, gospa, dober večer, dobra gospa, se je priklonil Potepuh. Srečo vam voščim, srečo in zdravje. A ženica ga je le sitno pogledala in dejala: No, kaj bi pa rad? Nič drugega kot topel kotiček v hiši, je rekel Potepuh. Samo toliko, da se malo pogrejem. Noč je mrzla, mraz me grize do kosti. Sem si kar mislila, je rekla ženica. Pa se lahko kar poberete, veste? Moja hiša ni gostilna, ne? Dobra gospa, sej vendar niste tako trdega srca, je rekel Potepuh. Poglejte, oba sva človeka in ljudje si moramo pomagati. Ja, pomagati, je rekla ženica. Res je bila sitna. Lepa reč, kdo pa pomaga meni? Prav nihče, vse moram sama, ne. Vi kar pojdite kamorkoli hočete. Ampak Potepuh se ni dal. Je prosil, kot en sestradan pes je prosil. In nazadnje mu je ženska dovolila, da prespi na tleh tam ob ognjišču. Stopil je k ognjišču, se je pogrel, potem se je pa mal razgledal naokrog. Ženici ni šlo tako slabo. Ne, to je kar hitro opazil. Hiša je bila lepo opremljena in iz hrambe je prav prijetno dišalo. In tako je Potepuh vprašal: A pa bi se morda našlo tudi kaj za podzob? Kaj? A zdaj pa še to? Se je razjezila ženica. Sama že ves dan nisem poskusila niti drobtine, a zdaj bom pa drugim dajala. Odkot naj pa vzamem? Ljuba gospa, ja, potem ste pa gotovo lačni, je rekel Potepuh. Hitro vam priskrbim kaj za vas. Le en lonec mi dajte, en lonec pa vodo, pa boste videli, kaj znam. Ženica je postajala radovedna. Le kaj bi Potepuh lahko skuhal? In je prinesla lonc, je nalila vode, ga postavila tam na ognjišče, Potepuh je pa segal v žep in iz njega prevlekel velik žebelj. 3krat ga je preložil iz roke v roko in ga spustil v lonec. Ženica ga je začudeno pogledala. Ja, kaj pa delate? Je vprašala. Juho iz žebla, je rekel Potepuh in začel mešati. Juho iz žebla? Ja, juho iz žebla vam bom skuhal. Ženica je videla že marsikaj je slišala, a da bi kdo skuhal juho iz žebla, tega pa ni videla še nikoli. Ja, veste, je rekel Potepuh, to je pa nekaj za nas, za uboge ljudi. Le dobro glejte, da se naučite. In skopa, kot je bila tale naša ženica, je gledala in se učila, kako se kuha juha iz žebla. Takole se meša, je razlagal Potepuh. Če takole mešaš, potem je vedno dobra. A danes bo nam brž malo vodena, že ves teden kuham tale isti žebelj. Malo je že spran, pa če bi imel saj malo soli, pa peščico moke, potem bi bila hitro boljša. No, peščico moke, to bom pa že našla, je rekla ženica in je pohitela v shrambo. Je prinesla moko in z moko še sol. Krasno, je rekel Potepuh in oboje je vsul v vodo. Potem je spet malo pomešal, je pomešal malo v eno, pa malo v drugo stran.
Takole je rekel Potepuh: za prvo silo bo. Ko bi imel še malo krompirčka, pa kakšen kos mesa, potem bi bilo pa res vse drugače. Ampak, če ni, potem res ne moreš vzeti. Tudi tako bo dobro, brez skrbi. Čakajte, je pohitela ženička. Krompirček pa menda vendarle imam. In je odšla v shrambo in se je vrnila s krompirjem in s kosom mesa. Ja, prekrasno, je rekel Potepuh in je oboje spustil v lonec. Mešal, malo eno, pa malo v drugo stran, potem je obliznil kuhalnico in je pokimal. Zdaj pa bo, še malo pa bo. A je to mogoče, se je čudila ženica. In vse to samo iz žebla. No, če bi imela še pest ječmena, če bi imela še mogoče eno kapljico mleka, potem bi pa tole župco lahko ponudila samemu kralju. Gotovo bi jo jedel, vem, da bi jo, saj sem jaz služil v njegovi kuhinji. Kako? A v njegovi kuhinji? Je rekla ženica in je brž prinesla še ječmen, pa še mleko, pa še smetano. Potepuh je pa kuhal, ženica je pa sedela in je kar strmela. Nazadnje je Potepuh potegnil žebelj iz lonca. Tako je rekel: končano, jedla bova kakor na gostiji. Kralj in kraljica, onedva sta imela takole juho nadvse rada. Vedno sta jo hvalila in vedno sta jo jedla s kruhki. In kako lepo sem jima pogrnil tole mizo. Pa jo dejva še midva, je vzkliknila ženica, in tako rada bi vendar jedla kakor kraljica. Prinesla je prt, pa prinesla je tako steklenico vina, prinesla je kozarce, pa maslo, pa sir, pa prekajeno meso. In kmalu je bila miza oblažena, kakor na kakšni gostiji. In ko bi videli, kako srečna je bila ženica, še nikoli v življenju ni bila na tako bogati gostiji, še nikoli ni jedla tako čudovite juhe. In vse to samo iz žebla. No, in sta jedla, in sta pila, in vse je bilo tako zelo dobro. A nazadnje je Potepuh postal zaspan. Je vstal od mize, je legal tam k ognjišču, ženica pa je pohitela za njim. Ne, to pa ne, je rekla, še nikoli nisem imela tako imenitnega gosta pri hiši. Na tleh pa že ne boste spali. Odstopila mu je svojo posteljo, sama pa si je poslala tam na klopi. Ko se je Potepuh zjutraj prebudil, ga je na mizi že čakal zajtrk. Pojedel je, potem pa se je odpravil na pot. Hvala, 1000-krat hvala, mu je rekla ženica. Kaj ste me naučili? Zdaj bom lahko živela brez skrbi vsak dan le od juhe iz žebla. Vsak dan, je rekel Potepuh, in vedno bo dobra, če boste žeblu le še kaj dobrega dodali. Sej, tako kot po noči, je hitela ženica in mu v roke stisnila še kos kruha za na pot. Potepuh se je zahvalil in je stopil skozi vrata. Res imam srečo, je rekel nazadnje. Vedno srečam prijazne ljudi, a tako prijazne ženice nisem srečal še nikoli.